Hvala lepa, hvala za besedo. Najprej lep pozdrav spoštovanemu gospodu Jerebu in sem vesel, da je pripravil to poročilo, ki je zelo zahtevno za pripraviti. In Računsko sodišče ima nalogo, da kontrolira to, kar si je Evropski parlament, kar so si države članice zapisale kot cilj na področju zelenitve. In mi sami ugotavljamo, da imamo velike težave v tem, ali so bili cilji tudi prav postavljeni. Zato je to poročilo na nek način odraz kontrole politike, ki smo si jo zastavili sami. Mi imamo velik izziv, kaj bomo pa naredili na osnovi tega poročila v novi finančni perspektivi in kakšno politiko bomo takrat imeli, da bomo sledili cilje. Mislim, da je povsem jasno, da si moramo povedati, da je kot kmetijski denar namenjen temu, da bomo imeli v Evropi varno, zdravo hrano, da bomo ohranjali rodovitnost površin, naše okolje in da bodo tudi kmetje imeli primerljive prihodke. Evropska unija se je povečala, sredstva za kmetijstvo so ostala nespremenjena. Se pravi, denarja za kmetijstvo je manj. Po drugi strani, ko ugotavljamo prihodek kmetij, vidimo, da so kmetje bistveno nižje, da so na kmetije bistveno nižje prihodki kot v ostalih sektorjih. Na drugi strani pa ugotavljamo, da je vpliv in da je potrebno nekaj narediti tudi za to, da bo kmetijska praksa čim bolj prijazna in del in cilj tega je bila tudi ozelenitev, pa tudi ukrepi v programu razvoja podeželja, ki podpirajo to področje in osnovna navzkrižna skladnost. In sedaj, ko vidimo, da je v ozelenitvi 30% tega denarja za kmetijstvo za neposredna plačila, ko je pod temi ukrepi so kmetije, ki imajo 73 hektarov kmetijskih površin, vidimo, da govorimo o sistemskem cilju, o sistemski ureditvi, ki vpliva praktično na celotno kmetijstvo. Naše vprašanje je zdaj, ali smo si zastavili prave cilje, tako tu v Evropskem parlamentu ali državah, da izboljšujemo rodovitnost tal, da čuvamo kvalitete vode, da imamo boljšo biodiverziteto, se izognemo monokultur. Zato je zame ključen cilj to, da najbrž je prav, da je ta denar na tako velikih površinah, kot so sedaj, da bo čim več evropske zemlje obdelane, kmetijske zemlje obdelane na takšen način, da bomo varovali okolje. Zame ne bi bil pravilna usmeritev, da bo 5% zemlje obdelano po nekih ciljih ali pa 10%, ki bo proizvedla, ne vem, 2% hrane, pa dobila 50% neposrednih plačil. Mislim, da zgrešimo potem cilj kmetijske politike, ki je ohranjanje hrane in pa varne, zdrave hrane in pa zdravega okolja. Zato mislim, da je nauk iz te zgodbe, vem, da bo potrebno v novi ozelenitvi biti bolj jasen v teh ciljih, kaj želimo doseči, hkrati pa imeti pred očmi, da bodo to običajne kmetijske prakse, ki se bodo delale na 70-80% površinah, ne na ciljno na 5%. Za tiste površine pa imamo ukrep ekološkega kmetijstva in še katere druge bolj specifične targetirane ukrepe, s katerimi pa dosežemo neke specifične cilje. Zato jaz tega poročila ne vidim tako kritičnega, še manj vidim razloge, da bi kritiziral tistega, ki je prinesel to sporočilo, ampak se moramo mi vprašati, kakšno politiko bomo v prihodnje zastavili. In mislim, da imamo velik izziv, zopet bo po vsej verjetnosti ta denar na hektar še manjši. Vemo, da imamo problem z mladimi, kako jih navdušiti za kmetovanje in mislim, da moramo biti zelo pazljivi in te ukrepe resnično postaviti na takšen način, ali bo več že v osnovnih pogojih, se pravi neki navzkrižni skladnosti, da se ne bomo potem pogovarjali in da bo čim več površin obdelanih primerno, okoljsko, ne pa da bomo potem tu se spraševali, kako smo porabili ta denar. Jaz mislim, da imajo evropski kmetje lahko kar mirno vest, da porabijo ta denar, kajti še enkrat, denarja je kljub temu, da se je Evropska unija bistveno povečala, ostal nominalno na enakem znesku, se pravi, da je zato, da prehranimo Evropo, namenjega manj denarja. Vsi pa mislim, se strinjamo, da moramo bodočo politiko narediti takšno, da bomo podpirali to usmeritev, ki jih je zastavljena v osnovni ideji ozelenitve. Hvala. Pani poseł Madines.